Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. V mojem srcu biva on, v mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, v mojem srcu biva on. Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. Hvala Jezus in Marija, danes sem na vašo željo, spoštovane gledalke in gledalci v župniji Črnomelj. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Petra in ostanite v družbi naše televizije. Bog vas živi, gospod župnik, in vesel sem, da ste se vzeli čas za naše gledalce oddaje Pot poti. Lepo pozdravljam tudi vse vaše gledalce in gledalke in seveda v tem povelikonočnem času želim tudi še vedno Božjega blagoslova in veselja ostalega Kristusa, ki ga prinaša v naš svet. Spoštovani gospod župnik, prosim bi vas, če se naši gledalci oddaje Pot poti predstavite in na kratko rišite svojo življenjsko pot. Moje ime je Peter, pišem se Kokotec, doma izhajam iz Gorenjske, iz župnije Kranj Primskovo, kjer sem, lahko rečem, tudi začel vso svojo življenjsko pot iz samega mesta Kranja, kjer sem bil tudi rojen, krščen v župniji Kranj Center, potem pa nadaljeval svojo pot v tej župniji Kranj Primskovo. Za duhovništvo oziroma duhovniški klic sem se odločil, lahko rečem, dokončno gotovo šele v odhodu v bogoslovje, vendar pa je Božji klic že dolgo tlel v meni. Bog je na različne načine po duhovnikih, po starših posegal v moje življenje, tako da sem se že zgodaj odločil za malo semenišče v Vipavi, kjer je ta Božji klic, moj odgovor na duhovniški poklic, tudi zorel. Tako sem po Vipavi, po gimnaziji, kot sem rekel, nadaljeval svojo življenjsko pot v bogoslovju, kjer je bilo ponovno treba potrditi ta moj duhovniški poklic, to poklicanost na duhovništvo in zaključil, ali pa lahko rečem, začel sem svojo duhovniško pot leta 2001 z mašniškim posvečenjem in s svojimi prvimi izkušnjami, to je doba kaplana v župniji Trebnje 2 leti, potem v Dolenjskih Toplicah in pa sedaj tukaj že skoraj 5. leto v župniji Črnomelj kot župnik. Ob tem lahko gotovo rečem, da je zelo pomembno tako zame in tudi verjamem, da tudi za današnjo mladino, za vsakega mladega, ki je poklican, da zares začuti v sebi ta klic in se ne boji na odgovarjati. Ne glede na različne stvari, ki v življenju mladostnika, v življenju vsakega človeka prihajajo. Kajti kdor se odzove Božjemu klicu, da stopi po poti, ki mu jo je Bog pokazal in začrtal, ta je tudi v sebi zelo srečen. In tako tudi sam lahko rečem, da sem kot duhovnik zelo vesel, zelo srečen, čeprav ne morem reči, da je pa vedno lahko. So tudi težki trenutki, pa vendar to delo me osrečuje. Živite in delate na področju, kjer kar kipi od lepote narave, breza, vinske trte, reka Kolpa. Ali nam lahko na kratko predstavite vašo župnijo? Župnija Črnomelj je največja župnija v Beli krajini, kjer je, kot ste omenili, tako lepa in neokrnjena narava in v to naravo seveda sodijo tudi dobri ljudje.
je mestno vaška župnija. Samo mesto obsega približno 5500 ljudi, to je mesto Črnomelj, seveda pa imamo tudi še 13 podružnic, kar pomeni tudi še 13 cerkva v okoli župnije, tako da je tudi veliko vasi, zaselkov, lahko rečem zelo pestra, zelo lepa župnija. Sama župnija je tudi zelo stara, saj je njen temelj sega v leto 1228, ko je bila ustanovljena. Ustanovil jo je oglejski patriarh Bartolomej, Bertold. Župnija Črnomelj je najstarejša župnija na področju Bele krajine, ustanovljena leta 1228 in tudi vse ostale župnije, ki so kasneje izšle iz te župnije, lahko rečemo, imajo svojo mater v župniji Črnomelj. Tudi geografsko oziroma glede samih ljudi je župnija zelo pestra zaradi svoje industrije. Imamo približno 6000 katoličanov, ostalo pa so nekaj pravoslavni, nekaj muslimanov, nekaj pa tudi neopredeljenih, tako da je velika pestrost v župniji. Seveda tukaj ne smemo pozabiti tudi na veliko skupnost Romov, ki sedaj v tem trenutku živi v 5 romskih naseljih. Kako bi opisali ljudi, ki živijo v tako lepi pokrajini? Zanimivo in lepo vprašanje. Nekako iz tudi svojih dosedanjih izkušenj bi takole rekel, veste, ljudje so povsod različni. Veliko ljudi, lahko rečem kar večina ali pa veliko, gotovo je dobro mislečih, ne glede na to, kdo so, kaj so, razmišljajo in želijo pozitivno, seveda ima vsak tudi svoje prepričanje. Belokranci pa so še na poseben način dobri, tudi zelo skrbni do duhovnika, seveda pa so tudi ljudje, ki pač iz svojih osebnih razlogov ne želijo slišati niti za Kristusov evangelij, oziroma pač vsak po svoje. Vendar pa res lahko rečem, teh je manjšina in sem med Belokranci zelo vesel in zadovoljen in seveda tudi čutim podporo, moram reči to podporo ne samo na tem materialnem področju, kot bi se ljudje velikokrat ustavili, ampak predvsem to molitveno podporo, duhovno podporo, brez katere duhovnik, lahko rečemo, je kar težko na župniji in tudi v svojem duhovniškem življenju. Veliko ljudi moli vsak dan za duhovnike, zame osebno, za kaplana, za ostale duhovnike v Beli krajini, za to, da bi to naše duhovno življenje, versko življenje tudi obrodilo sadove v Kristusu. To ste zdaj zelo lepo povedali. Bi se dalo mogoče še kaj več narediti pri tem pastoralnem delu? Seveda, vedno se da veliko stvari narediti. Za marsikatero stvar lahko rečem, da lepo teče, da se ljudje potrudijo, skupaj iščemo rešitve. So pa tudi stvari, ki nekako ne grejo, za katero tudi kot duhovnik večkrat čutim nemoč, iščemo rešitve, pa kakor da se ne pokaže. Lepo lahko rečem, grejo stvari, imamo sedaj lepo skupino animatorjev mladih, imamo skavte, ki smo jih oživili. Imamo pa, na primer, stvar, ki bi si jo še bolj želel, zakonska skupina. Imamo eno zakonsko skupino, že starejša zakonska skupina, to ne pomeni, da so notri stari zakonci, ampak nekako ne pridemo, težko najdemo stik z ostalimi, z mlajšimi zakonci, da bi z njimi ustanovili zakonsko skupino. Pa vidim, da v nekaterih drugih župnijah Bele krajine pa to lepo gre te zakonske skupine. Pri nas zaenkrat tukaj še nismo našli in to mislim, da je ena izmed stvari, ki se gotovo bolj želim, na področju katerih bo treba še veliko storiti, predvsem pa vse takšne stvari, zame osebno kot za duhovnika, je treba razreševati najprej pred oltarjem na kolenih v molitvi, pa mislim, da se bo tudi na tem področju odprlo, vendar ne smemo v tem reči, da je zaradi tega kaj težko za zakonci. Nasprotno, veliko zakoncov pomaga na takšen in drugačen način.
Tako da so tudi druge oblike dela, tako za zakonci, z mladino, z otroci, starejšimi in tako naprej. Bog daj. Slišal sem, da v vaši župniji živi tudi veliko Romov, ter da ste še posebej vi zadolženi za delo z njimi, ali bi lahko našim gledalcem oddaje Pot poti povedali kaj več o tem? Ja, delo z Romi, težko sam rečem delo z Romi. Poglejte, delo na župniji je silno pestro, silno zanimivo. Imamo, vsak duhovnik, vsak župnik ima mladino, ima otroke, ima starejše, ima zakonce, torej veliko različnih skupin. In tako je po župnijah, kjer živijo tudi Romi, ena izmed skupin, s katero je treba delati, pa ne da bi rekel kaj drugače, zdaj pa se moraš ukvarjati z Romi, ne, ampak enostavno začutiti to, da so tudi oni tukaj, da tudi oni čakajo veselo oznanilo, je tudi, kot sem rekel, to srečanje bolj kot delo z Romi. V naši župniji so ti Romi v 5 naseljih, imamo jih okrog, to so tako neuradni podatki, okrog 550 in ta stik, ki ga najdem in to delo, ki je drugačno, saj nekoč sem tu že razmišljal in tudi razlagal, saj tudi delo z otroci je drugačno. Z otroci ne delamo tako kot z odraslimi, ampak na drugačen način z njimi pristopimo. Za zakonci zopet drugače delamo, potem z mladino in tako tudi z Romi. Je treba malo drugače pristopiti, seveda celostno in to, ta način dela, začutiti v vsakem romskem otroku, v odraslem, v starejšem, v romski družini, v romskem naselju, začutiti najprej Kristusa in odkrivati človeka. Ne, da sedaj greš in oznanjaš najprej Kristusa, ne, ampak Kristus je najprej pristopil do človeka, začutil človeka in potem pokazal do tega človeka ljubezen. In to mislim, da je tudi moje prvo delo ravno v srečevanju z Romi. Začutiti, pokazati jim, da sem blizu, da sem duhovni župnik za vsakega. In mislim, da so tudi to začutili na tem področju. Tako da ta stik je zame osebno tudi obogatitev. Obogatitev na tem mojem osebnem duhovniškem področju, ki ga ne smem zanemariti. Teda, hkrati sem tudi narodni koordinator za pastoralo Romov in to poskušam tudi povezovati sedaj na celostni ravni za Slovenijo. Tukaj sem šele začel, vendar pa je delo, bom rekel, na tem področju tudi zelo podobno, predvsem obiskovanje Romov, čutiti njihove potrebe v vsakdanjem življenju, pa zopet poudarjam, ne gre za materialne potrebe, ampak za duhovne potrebe, za to pastoralo, za to, da človek začuti, da je človek na tem področju in samo preko tega potem prihajamo drug do drugega. To ste zelo lepo povedali. V naših oddajah Pot poti, v krščanski oddaji Pot poti, še nismo govorili o Romih. Verjetno se bi naši gledalci zdaj vprašali, vsaj nekateri, kdo so Romi, odkot prihajajo? Romi so etnična skupina, svoj narod, ki je razdeljena na veliko različnih, lahko rečemo, podetničnih skupin. V Sloveniji jih imenujemo Romi, vendar je treba vedeti, da v drugih jezikih za celosten narod, kot narod, ne glede na to, kako se kje imenujemo, jih imenujemo cigani. Tukaj nikakor ne moremo reči v tem smislu nekaj slabega. Imamo v angleškem jeziku gypsy, v italijanskem zingari, potem podobno tudi v ostalih jezikih. Potem pa se te skupine imenujejo v različne podskupine. Tako imamo pri nas Rome, potem imamo Manuš, Kaleš, Sinte, na severu Nemčije, tudi pri nas v Sloveniji v Radovljici, oziroma tam na Gorenjskem okrog so Sinti. So pa to narod, ki je prišel, tako se nekako domneva oziroma govori iz današnje Indije, tam Pakistan, iz enega izmed področij in živijo po celi Evropi v naseljih, imajo svojo kulturo, svoj jezik
In v tej kulturi in tem jeziku, to vedno želim poudariti, poskušajmo najti mi, ki nas Romi imenujejo gađe, oziroma civili po naše, poskušajmo najti stvari, ki nas obogatijo. Da ne bomo vedno govorili, Romi so takšni, so drugačni, so to, so ono. Ne, poglejmo, so drugačni. Vse smo tudi mi drugačni, vse vsak izmed nas ljudi drugačen. Ampak poglejmo, kaj je tisto, kar nas združuje in kar se celo mi lahko od njih naučimo. To se pravi, da nam Romi tudi nam dajo neko odgovornost. Pa zopet ne govorim o materialnih stvarih, to je vedno narobe, ampak o teh osnovah, o medčloveških odnosih, ne pa o tem, kaj nas razdružuje. Samo pogledamo, lepe, velike družine, ljubezen do otrok. Koliko otrok imajo ti Romi, ampak ko greste tja in začutite, kakšno ljubezen v družini imajo do otrok. Kje ste videli kakšnega romskega starejšega človeka, moškega, žensko v domu za starejše? Kako tenkočutno skrbijo za to, da so ti starejši med njimi. Potem slovo od njih, tudi v času smrti. Kakšno je to lepo, globoko slovo, kako žalujejo. Žal lahko za nas rečem, da smo že včasih pozabili na te osnovne človeške vrednote. Umrle, toliko, da jih pokopljemo, se velikokrat zgodi in pozabimo na njih. Tam so te stvari še drugačne. To žalovanje ob slovesu, vendar hkrati je manje življenja kot nekaj tako celostnega, tako lepega. Ali pa zelo zanimivo, kako, rekel, za mene je enostavno Romom razlagati o Bogu stvarniku. To je pa res nekaj silno zanimivega, kajti vse jasno je, da Bog je, Bog stvarnik da je. Nihče se ne sprašuje, kdo je ustvaril svet, kako je ta ono tretje. Ampak kako v sebi čutijo ta naravna vernost. Mi smo jo že pozabili. Torej, marsikaj Romi nam lahko dajo. Seveda je pa to, tukaj ne smemo tega pozabiti, tudi odgovornost od Romov, da živijo v tem večinskem prebivalstvu, kjerkoli so, kjerkoli v Evropi, ko se srečujemo tudi s drugimi pastoralnimi delavci, tudi z Romi, ko se pogovarjamo, je odgovornost tudi na njih, da živijo življenje, ki je primerno. To ne pomeni, da se odpovedo svoji identiteti, ki je bogatstvo vsakega naroda, vsake kulture, ampak da živi v sobivanju enega naroda z drugim narodom, ene kulture z drugo kulturo. Namen te oddaje je pravzaprav glih tole, da Rome približamo našim slovenskim gledalcem, vernikom, kajti vsi skupaj smo bratje in sestre po Kristusu. Ali jih Slovenci dovolj dobro poznamo? Kaj menite? Ne, nikakor ne. Premalo poznamo. Preveč govorimo o nekih stereotipih, ki nas navdajajo. Jaz bi tako čisto osebno rekel, celo sam sem moral pri sebi v glavi spremeniti svoj odnos do Romov. Čisto tako, veste, iz tistih stereotipov, ki so ti dani, ko greš v romsko naselje, ko srečaš družino, ko podaš roko, ko se z Romi veseliš v njihovih veselih trenutkih, jokaš v njihovih žalostnih trenutkih, ješ z njimi, piješ z njimi na teh medčloveških ravneh in sem moral sam pri sebi reči, hej, Peter, kaj delaš? Ali bi Kristus šel sem, ali ne bi šel? Bi šel, kako bi se on obnašal? Takole, torej si tudi ti, ne samo kot duhovnik, ampak enostavno kot človek, to dolžan. In tukaj mislim, da v Sloveniji premalo te stvari poznamo. Hkrati pa, veste, kdor živi v bližini Romov, gotovo Rome drugače dojema, kakor tisti, ki je od njih oddaljen. Lahko je, to pa tudi sam večkrat poudarjam, nekomu izven srečevanja z Romov, ki so tudi težave, so tudi problem, tako kot med civilnim prebivalstvom in drugod, ampak da nekdo govori, tako morate storiti, tako bil in tako naprej. Ja, to je lahko govoriti, vendar pa v samem sobivanju je pa treba marsikaj življenjsko pogledati, drugače pogledati. In gotovo je zelo pomembno, da se zares na tem področju izobražujemo, da ugotavljamo, se spoznavamo, se ne bojimo
iti naprej v medosebnih odnosih in srečevanjih. In to je gotovo en velik izziv. Ne glede na to, kakšen je oni, ki je tam, ali ta, ki je tukaj. Ni pomembno. Najprej pogled človeka. In tudi v tem človeku, pa je lahko takšen in drugačen, umazan ali pa lep, je nekaj dobrega. Poišči to. Rom ali ga že civil. Saj imamo povsod takšne in drugačne srečanja. Kako Romi sprejemajo krščanski nauk, vero v Gospoda Jezusa Kristusa, Božje zapovedi? Im je težko sprejeti vero večinskega prebivalstva? Silno dolgo in zanimivo vprašanje. Marsikaj o Romih vedno znova in znova tudi sam odkrivam, čeprav z njimi delujem, se učim jezika, se z njimi pogovarjam že skoraj 10 let, pa vendar ob vsakem srečanju kaj novega odkrijem, pravim, ne tisto, kar je napisano, ampak tisto, kar je res tega osebnega. Torej, Romi po celi Evropi, tam, kjer se z njimi srečujemo, so tudi v Argentini, v Južni Ameriki, ko so po vojni odšli, so bežali, ker so bili to preganjeni narod, sprejmejo vero, oziroma v zgodovini, moramo tako reči, so sprejeli vero večinskega prebivalstva. Tako imamo v Sloveniji večinoma Rome katoličane, potem imamo Romunija, so večinoma Romi pravoslavni, ortodoksni. Sedaj v Črni gori so prišli Romi muslimani, ki so pribežali iz Kosova. Potem na severu Nemčije imamo Rome, ki so ravno tako, se pravi, evangeličani in sprejmejo vero večinskega naroda. Tako da živijo v tej veri. Če pa konkretno govorim o naših Romih v Sloveniji, večinoma, tudi ko se pogovarjam z Romi, tudi dejstva so takšna, preko 90% Romov je krščenih, sprejme sveti krst in tudi želijo potem ob smrti cerkveni pogreb. Torej, čutijo to. Druga stvar, ki je pri Romih zelo, zelo močna, to vam bodo vsi potrdili, tudi sami, tisti, ki živite blizu Romov in tudi v njihovih hišah. Vsaka hiša ima oltarček posvečen Materi Božji, Marijici, kot ji pravijo, in polno slikic, kipov, velikih slik Marije. Kako častijo Marijo, to sveto ženo. Zakaj? Ker jim je blizu, lahko rečemo, ta vez med Bogom, ki je tako nedoumljiv, tako mogočen, da ga človek s svojo borno pametjo težko dojame, in človekom. In ta vez vmes je Marija, Božja mati, ki je rodila Kristusa. Tukaj smo si tako blizu, tako globoko te stvari dojemamo. Naprej je pa potem stvar tudi duhovnika, kako jim približa. Nekateri hodijo redno k verouku, imamo kot homenat. Letos smo sprejeli 5 v naši župniji 5 Romov, ki so sprejeli še birmo, obhajilo, so se lepo pripravili, tudi veliko se jih zanima. Vendar je tukaj treba še marsikaj storiti. Ni pa to nič težkega, nič slabega, ampak počasi skupaj delamo te korake. Ravno sedaj, lahko rečem, da smo že skoraj da pred izidom, imamo molitvenik in katekizem, to bo ena knjiga skupaj, oboje zelo preprosta, zelo enostavna, v romsko-slovenskem jeziku, v narečju belokranjsko-dolenskih Romov in pa malo kasneje še v narečju prekmurskih Romov, kajti to sta 2 različna narečja romskega jezika. In pa istočasno tudi, to je pa že skoraj da tudi narejeno, čakamo samo še, da pride iz tiska, pa so zgodbe Svetega pisma ravno tako v romskem jeziku. Torej, da v materinem, njihovem jeziku povemo o Kristusu, o Marijici, o molitvah in vse te stvari. Tako da radi sprejmejo, so doumljivi, tako kakor mi, če želimo. Kdor pa ne želi, Božja ljubezen je tako velika, da daje svobodo vsakemu človeku. Sam, ko sem pripravljal oddaje Pot poti v Marijinem svetišču za Plas, pa v Mariji pomagaj na Brezek, so kaj prihajali tudi Romi se posebej poklanjati nebeški mami Mariji. Tudi danes, ko sem prihajal, so me lepo pozdravili, čeprav niso vedeli, so me verjetno malo začutili, da pripravljam to oddajo. Ja,
so zelo, rekel po eni strani, vse veste, do tujcev, do nekoga, ki tako pride, pa tudi, mogoče tudi do koga, ki snema, zelo nezaupljivi tisti prvi trenutek, vse to moramo kar razumeti, se tudi mi, vsak izmed nas malo straši, pa če bo tuj človek prišel v hišo in tako naprej. Drugače pa, veste, tako kot povsod ljudje, ne? Če si ti dober, če pokažeš, pogled, rad te imam, tudi tebe sprejmejo, vsakega človeka. Meni nikoli ni bilo strah iti v romsko naselje, pa še to naj povem takole, malo zares povem, ampak jaz v romskem naselju ne zaklepam nikoli avtomobila, v Ljubljani ga pa vedno zaklenam, ker se tam bolj bojim, da mi bodo kaj ukradali, kakor v romskem naselju. Kamorkoli pridem, pa tudi ključe pustim noter, če je treba, zaupam. Veste, gre tudi za to zaupanje. In tudi vi, če boste prišli, vendar ne s tem, to moraš storiti, to moraš storiti. Nihče nima rad, da mu kdo ukazuje, ampak rad te imam, tudi ti mene sprejmi. Potem pa vsak svobodno. Kako pa vaši župani sprejemajo romske kristjane? Glejte, v naši župniji se stvari, so Romi med nami že stoletja, ne moremo reči, da so prišli, ampak v Beli krajini so Romi avtohtoni, pomeni, da so že dolgo časa in živimo skupaj z njimi. Gotovo, so tudi težave, se imamo tudi rekel, so tudi na drugih področjih težave, vendar pa imamo fanta zdaj, ki ministrira, romski fant, srednješolec, ki lepo je začel ministrirati in seveda to se zelo, zelo lepo sprejme. Tudi moje delo poznajo, sprejmejo, verjamem pa in tudi slišim, moram tudi tako povedati, tudi od sobratov duhovnikov slišim takole, kdaj kakšno, saj se nič ne splača, kaj se ukvarjaš. Tudi od ljudi se jim gotovo kdaj zdi, zakaj se župnik tam toliko ukvarja, pa tukaj mogoče kakšno stvar manj. Jaz osebno pravim, ali komu drugemu zaradi mojega dela pastoralnega za Romi, pa s komorkoli drugim, kaj manjka, čemu, naj pove, pa se mu tudi tam ukvarjal. In tudi tam poskušal še več samega sebe dati, darovati, drugače pa ne. Slišim pa tudi kritike, veste, sej takšne stvari niso nikoli samo tisto, joj, kako lepo in hvalevredno. So včasih tudi težki trenutki, posebej gotovo najbolj boleče. Sej se ne splača. In če se ne splača, se z nobeno stvarjo ne splača. Vse se tudi z mladino ne splača, kdo reče, vse. V luči Božjega evangelija je vedno treba narediti vse, kar lahko storiš. Jaz storim vse, kar lahko storim in to je moj odgovor pred Bogom. Ali se Romi vključuje tudi v delo na župnijih, oziroma ali so vidni kakšni rezultati pastoralnega dela z ne Romi in Romi, se morda odločajo za kakšen duhovni poklic? Tukaj bi rekel eno zelo zanimivo stvar. Glede, te stvari ne moremo, to včasih kar malo, ne bom rekel poezi, ampak ne moremo reči, ali so vidni kakšni rezultati dela z Romi, dela z tem. Saj nismo tukaj zato, da bomo gledali rezultate. Mi sejemo. Kdo bo žel, je pa v Božjih rokah. To je prva stvar. In ko se srečujemo z Romi, vemo, da delam za prihodnje generacije. To se mi zdi tukaj silno, silno pomembno. In gotovo so rezultati, gotovo so duhovni poklic, kaj ni znamenje tega, da Bog ljubi ta narod, romski narod, da ljubi te ljudi, to, da tam, kjer ni neke izdelane strukture, nekega rednega pošiljanja otrok k verouku, da se počasi vključujejo v to, v cerkev notri in vendar iz tega prihajajo duhovni poklici. Kdo ve, da imamo v Evropi preko 100 različnih duhovnih poklicev. Imamo jih vse po slikah, molimo zanje, vemo, kje so, to se pravi in to duhovnikov, redovnikov, redovnic, se z njimi srečujemo, kaj ni to veliko znamenje Božje ljubezni. Tudi v Sloveniji imamo bogoslovca, za katerega tudi v tej priložnosti ni važno, kdo je. Bog naj mu da moči, da bo vztrajal. Upajmo, da bo na tej poti vztrajal, vendar je na nas, kristjanih, da molimo za ta duhovni poklic. Ni sedaj pomembno, on pa sedaj tisti, ki se pa z Romi samo ukvarjajo. Ne, Bog ga je poklical, ima duhovni poklic in
ne glede na to, kaj bo v svojem duhovniškem poklicu delal, če bo vztrajal do tega, je pomembno, da je poklican in da ga tukaj v molitvi podpiramo. To je tisto naše poslanstvo, naše delo in je tudi v Sloveniji je tak duhovni poklic, tako kot drugje po Evropi. Prej ste omenili, da so Romi dobili molitveno knjigo v svojem jeziku. Kako so jo sprejeli? Morda bi se naši gledalci zdaj vprašali, kakšna pa je ta njihova molitev, je bolj povezana? Tako bom rekel, ta knjiga še ni prišla med njih, ni še išla, vendar pa je že sam prevod je nastal v njihovih vrstah. Se pravi, oni so naredili prvi korak k celostnemu prevodu. Seveda potem strokovno, z teološkimi izrazi, kajti jezik na tem področju se še romski razvija, vendar pa, ko hodim, veste, tako bom rekel, ena takšna moja osebna izkušnja, ko pridem v naselje ali pa ko smo imeli otroke tukaj in smo z njimi skupaj v romskem jeziku molili. Ja, to je bila res drugačen molitev, drugačen občutek. Takoj začutiš, ti otroci pa molijo sedaj v svojem jeziku. Veste, to je tisto, slišati molitev v svojem jeziku. Jaz lahko molim v 5 drugih jezikih, ampak v katerem pa najlepše, najlažje v svojem jeziku. In spomnim se ene kateheze, zvečer sem bil že utrujen, ena gospa je Romkinja je prišla, bil je ravno en Marijin praznik, 8. septembra, tako živo mi je to v spominu, je prišla, župnik, želim, da mi blagoslovite Marijo. Rekel, ja pa danes ne morem, šele ob 8, pol 9 zvečer sem cel dan maše, srečanja, vse ne morem, sem se izgovarjal, vse sorte. Ne, pa ravno danes je rekla, je Marijin praznik, dejte, prosim. Ja, kaj sem hotel? No, malo siten sem bil jaz, pa slabe volje, ampak sem šel. To je bilo ravno takrat, ko sem tudi prevajal oziroma popravljal molitvenik, te molitve pa to, in mi je bilo ogromno, 1/3 besed mi je bilo romskih takrat v spominu, veste, ker vse veste, jezika, če ne obnavljaš, hitro pozabiš, in zvečer utrujen, ko sem šel tja, je v tisti hiši, ne sem ena Mariji, en Marijin kipec, ampak še sosedje so pa nesli v eni hiši, ker sem potem imel isto katehezo na 2 koncih, v naselju, 1 uro, je bilo 15 odraslih, 10 otrok, in potem, ko sem molil in razlagal, in vsako drugo, tretjo besedo dal romsko noter, so rekli, naš župnik pa govori romsko, v našem jeziku nam razlaga. In takrat začutiš, kaj pomeni ta molitev v njihovem jeziku. In to želimo. Ne, da se odrečejo svojega jezika, seveda morajo znati tudi slovenski jezik, tudi za v šolo, kakorkoli, ampak tisto, kar v srcu čutijo, pogovarjajo se z Bogom v tistem jeziku, katerih jih Bog razume. To je v romskem jeziku. In tukaj so ti lepi občutki domačega materinega jezika, ki jim ga mi seveda damo. Poglejte, tudi Ciril in Metod. Ja, v slovanskem jeziku in še danes smo veseli tega, da razumemo svetomašo molitve v svojem jeziku. Saj večina naših gledalcev se niti ne zaveda, kako pomembne korake ste naredili za te nekaj takšnega, kot takrat, ko so svetopisno prevedli slovenski jezik. Težko bi rekel, veste, to so majhni koraki. Res bi vedno znova poudaril. To je tisto ljubezen. Mene to veseli. Jaz verjamem, da vsak, niti duhovnik, niti vsak človek, ne more tega. Se ni vsak za vse. Veste, tudi jaz nisem za vsako stvar. Na tem področju me pa veseli. In nikakor ne moramo gledati, kakšni drugačni, takšni koraki, ne. Bog je tisti, ki bo rekel, lej, to si prav naredil, to si pa narobe naredil. In hkrati, Bog je tisti, ki bo zalival, dajal rast. To se mi zdi najbolj pomembno. Od vseh nas pa je, sej, če nisi za to, če ne moreš tega stika z Romi navezati, če ti ni všeč pa to, je nekaj pa lahko storiš. Moliš tudi v ta namen. In to se mi zdi pomembno, tudi kot kristjan. In to je poslanstvo vsakega kristjana. Zares smo tukaj in pokažemo, da smo res vsakim brat in sestra.
Tudi to je naše misijonsko delo, naše poslanstvo. In človek je vesel, ko vidi, kako drug z drugim lahko, ne samo lahko živimo, ampak kako smo pravzaprav bratje in sestre. Apostol Pavel tako lepo pravi, ni ne Juda, ne Grka, ne sužnja, ne svobodnega. Kaj bi mi danes rekli? Ni ne Roma, ne Slovenca, ni ne Cigana, ni ne kogarkoli priseljenca, kogarkoli drugega. Ampak v cerkvi smo vsi kristijani, bratje in sestre. Ko imamo na eni izmed podružnic blagoslovje del za velikonočno soboto, ja, vsi smo skupaj. Vse košarice so tam pomešane. Romske pa ne romske. In vsi v cerkvi skupaj molimo. Romske otroci pa naši otroci. Ko so šli naši animatorji v romsko naselje, prvič mladi za oratorijo otrok, prav za romske otroke. Ja, navdušeni so bili. Vse to pa ni tako, kakor pravijo. Seveda ne. Ali smo povsod vsi ljudje? Seveda s ljubeznijo. To ste zelo lepo povedali. Jaz mislim, če bi slovenski mediji malo več o tej tematiki govorili z pozitivne plati, bi bilo verjetno čisto drugače. Bili ste tudi na kongresu v Črnogori, pa mogoče kakšno besedo še o tem? Ja, veste, del mojega poslanstva, zdaj ko sem narodni koordinator za pastoralo Romov, je tudi v tem, da se srečujem z ostalimi in te izkušnje prenašam tako duhovnikom kot ostalim ljudem, hkrati pa ideje, ki se tukaj dobivajo, s katerimi se srečujemo, da poskušamo ne unesti v neko kulturo, naprimer v naš svet iz Francije, Italije, Španije, Romunije in tako naprej, ampak enostavno začutiti, da po celi Evropi ljudje poskušamo živeti, sobivati z Romi. Tako kot ste rekli, tudi mediji, da govorijo pozitivno o teh stvarih, da pokažejo pozitivno plat. Pa ne samo tisto, nekaj smo naredili. Veste, življenje se ne dogaja ob nekih izrednih dogodkih. Se ne dogaja samo ob dnevu Romov 8. aprila in v tem tednu. Življenje se dogaja vse leto, od jutra do večera. In na teh srečanjih se res med sabo povežemo. Srečamo z duhovniki, ki so Romi. V Franciji je starejši duhovnik, gospod Claude Dumas, ki je Rom, prvi romski duhovnik v Evropi. In ko vidiš to, kako lepo, kako on kot Rom tudi zelo jasno pove stvari in ti pove, pogled, jaz sem Rom, pokažem ti, povem ti, tako delaj, tako poskušaj začutiti moj narod. To so zelo lepe, zelo bogate izkušnje. In hkrati drug drugemu damo pogum, korajžo, vsi nekako podobno mislimo, vidimo, da se stvari marsikaj ponavljajo, so podobne težave, so podobni uspehi, da ne bomo samo težavo govorili, imamo podobne stvari, kot sem prej rekel, skupaj zbiramo te bogoslovce, duhovnike, redovnice, te duhovne poklice in potem vidimo, kdo so in tako naprej. To so res taka lepa srečanja, ki pa dajo tudi rezultate. Spodbuda, naprimer na Madžarskem so izdali celotno svetopismo v romskem jeziku njihovega narečja. Žal si mi z njim ne moremo nič pomagati, ampak za madžarske Rome, in to je spodbuda tudi za nas. Kaj ste vi že kaj naredili, si misliš? Ne še. Pa dajmo, pa smo zdaj na tej poti, da nekaj delamo. Tako da takšne stvari nas spodbujajo, nam pomagajo. Hkrati pa lahko rečem, veste, kot sem rekel, poleg tega duhovnika, vidiš tudi ljudi, svete ljudi, male sestre, ki živijo v teh kampih romskih, ki se selijo celo življenje. Ja, to so svetnice, res bi rekel, in podobe, obraz, ko vidiš to redovnico, ki živi celo življenje z Romi, v njihovem naselju, z njimi res dobesedno vsak trenutek njihovega življenja, ja, ima popolnoma romske poteze. In ko smo prvič srečali, smo rekli, vi ste pa ciganka. Se je nasmejala, ne, jaz pa že res, da sem 50 let z njimi, skromna. Pa ne samo ena polno teh, in to vidiš potem, da tudi sam želim postati zares na tej poti, kar si poklican, da si svet človek. Kolikor pač gre, seveda, vedno ne gre. To je res.
Kaj bi se dalo narediti na področju razumevanja in zbliževanja neromske in romske kulture? Prvi korak k temu je bil gotovo že omenjen, to je najprej poznavanje. Premalo se poznamo drug s drugim. Potem, rekel, brisanje teh predsodkov in pa potem pomoč drug drugemu, kaj lahko jaz od drugega sprejmem. Seveda so to res, kot ste prej tudi omenili, majhni koraki. To niso veliki koraki. Najprej moram jaz osebno, mislim, da tako lahko rečemo, vsak gledalec naj se vpraša, kaj lahko jaz naredim. Mogoče ima kdo slabo izkušnjo na tem področju. Verjamem, da jo ima. Najprej naj razmislim, kako naj to izkušnjo ne spremenim v dobro, ampak kako jo naj presežem v tem svojem odnosu, kako naj grem preko tega. Potem to, kar se v medijih slabe stvari dogaja in tako, kaj lahko osebno storim. Tukaj so ti prvi koraki. Veste, ne neki veliki koraki, neki projekti. Danes je vse v projektih, ampak to ni to. So tudi potrebni, ne rečem, da ne. Ampak najprej, kaj lahko jaz osebno storim. In bistvo za nas kristjane je, da na tem področju pokažemo ta majhen korak. Želim spremeniti sebe v odnosu do drugega. In tukaj se bo svet spremenil. Potem, ko sem rekel, poznati Rome. Ko pridejo, se pogovarjati z njimi. Jim bivati skupaj z njimi. Hkrati pa od njih takoj tudi, lahko ne zahtevati, ampak tudi pričakovati odgovornost. Veste, ni samo ena stran tista, ki reče, le, to in to ti bomo dali drug z drugim. Verjamem, da tudi kdo od Romov gleda tudi to oddajo, vašo televizijo in odgovornosti na obeh strani. Tega ne smemo pozabiti. In vedno znova poudarjam, gledajte, ne smemo našega življenja se reducirati samo na materialne stvari. Materialno bomo lahko rešili, vendar ostaja duhovna človeška beda. In vse, kar danes govorim, se vemo, da marsikdo potrebuje tudi materialno pomoč. Vendar je na prvem mestu odnos človek do človeka, duhovno bitje do duhovnega bitja. Tega ne smemo pozabiti. Upam, da smo na en način približali Rome oziroma tole romsko kulturo oziroma tudi pastoralno življenje Romov. Kaj bi pravzaprav na koncu oddaje Pot poti položili našim gledalcem oddaje Pot poti? Najprej to vas ob tem zares povabim, da bi še kdaj se takole srečali preko zaslonov, da bi začutili drug drugega, ravno mogoče, ko bo ta izid tega molitvenega, da na ta način vzpostavimo stik povsod, kamor seže ta glas tega dobrega, da ne govorimo samo o slabih stvarih, ampak res glas tega dobrega. To je prva stvar, da se te stvari vedno znova in znova govorijo. Druga stvar pa, tako kot sem rekel, in bom vedno znova ponavljal, v vsakem človeku, Romu, ne Romu, ni pomembno, kdo je. Tisti na cesti, ko srečate klošarja, berača, ko srečate nekoga, ki prosi pomoč, ne vidite v njem samo nekega raztrnca, nekoga, ki potrebuje samo tistih nekaj evrov, sendvič ali to, da bo preživel. Tudi to potrebuje. Ampak videti v njem najprej človeka. To ne bo naš korak. Kristus, ko je prišel do kogarkoli, do cestninarja, danes bom prišel v tvojo hišo na obed, se je povabil k njemu. Smo rekli, pa kam gre ta? Ja, k njemu. Zakaj? Ker ga je začutil kot človeka, kot nekoga, ki ima v sebi potencial dobrega. In tako je v vsakem grešniku, ko so pripeljali k njemu grešnico, žena, ali so vsi oči sedaj stran? Pojdi in tudi ti tako ne delaj več.
zopet začutil človeka v njegovi krhkosti. In če bomo mi drug drugega tako začutili, potem je to naša pot, ki je res prava. Iz srca se vam zahvaljujem, gospod župnik, za pogovor v svojem imenu, v imenu naše televizije in seveda v imenu naših gledalcev, da je poti. In ostanite še naprej v službi malega človeka, pokloni tudi v vseh tistih, kateri ste mi tudi pisali. Vas pa, prijatelji, lepo pozdravljam iz Črnomlja. V naslednji oddaji bomo predstavili župnijo Kočevje. Do takrat pa vam želim vse dobro in vas pozdravljam z stalnim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.